Pozdravljeni, z vami sem Neja in danes vam z šolskim novinarstvom pripravili krajši prispevek o 8. februarju. Pa kar začnimo z Mijo in Lucijo. Lepo pozdravljeni, sva Mija in Lucija. Danes vam bova povedali nekaj o 8. februarju oziroma Prešernovem dnevu. Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni praznik in državni praznik dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki ga praznujemo za obletnico smrti našega največjega slovenskega pesnika Franzeta Prešerna. Na ta dan poteka osrednja državna proslava, na kateri podelijo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za vrhunske dosežke na področju umetnosti v Sloveniji. Ta dan je za praznik leta 1945 razglasilo predsedstvo Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Tudi nova država ga je ohranila in ga leta 1991, kot nam je že povedala Mija, razglasila za dela prost dan. Franci Prešeren se je rodil v kmečki družini. V osnovni šoli je bil tako priden, da so ga zapisali v zlato knjigo. Po uspešno zaključenem študiju na Dunajski pravni fakulteti se je vrnil v Ljubljano, kjer je delal kot odvetnik. V tem času je napisal večino svojih pesmi, pri pisanju katerega je pomembno usmerjal prijatelj Matija Čop. Prešeren je prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal sodobniki po Evropi, kjer je tedaj vladala romantična usmeritev. Življenjska pot pesnika, nesrečno zaljubljenega v bogato Primičevo Julijo, ki je posvetil sonetni venec leta 1834 in nekatere druge ljubezenske pesmi, je bila polna raznovrstnih preizkušenj. Njegovi prijatelji so umirali eden za drugim, kot pesnik pa v času svojega življenja ni bil priznan. V zadnjih letih življenja se je začel tolažiti z alkoholom, ki je nazadnje povzročilo njegovo smrt. Žalostno je bilo to Prešernovo življenje. Kaj praviš ti, Mija? Ja, res je. Sem veš, kaj sem razmišljala? Povej. Glede na to, da zdaj že res celi dan delamo za ta kulturni dan, ne? Ja. In se moramo tudi kulturno obnašati, če je kulturni dan. Kaj če greva enostavno samo kulturno spati, glede na to, da znamo spati najbolje? Priznaj, da ti je všeč ideja. Priznaj. Priznaj. Niti ne bom komentirala. Sedaj nam pa Nina še povedala nekaj zanimivosti o 8. februarju, ki do zdaj verjetno še niste vedeli. Ali ste vedeli, da 8. februarja poleg smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna zgodilo tudi veliko drugih zanimivih stvari? Kot na primer 8. februarja so se 3-krat začele zimske olimpijske igre. Takrat se je tudi rodil znan ameriški igralec Nick Nolte, ki je nastopil v več znanih in uspešnih ameriških filmih. 8. februarja je tudi umrl znan slovenski pisatelj Leopold Suhodolčan. Napisal je veliko uspešnih otroških knjig, kot na primer Krojaček Laček, Piko dinozaver, Kuža Luža in še veliko drugih knjig. To je bilo sedaj iz naše strani vse. Upam, da ste v našem prispevku uživali in tudi izvedeli kaj novega. Hvala in nasvidenje. Kaj je? Sad. Pozdravljeni, z vami sem Neja in danes vam punce iz Kaj mi dejansko zdaj? Lepo pozdravljeni. Si čula, kak je sedež na zaškripalači? Pozdravljeni. Pa daj!